Ni meje za dobre ideje. Dober dan. V tokratni rubriki bomo govorili o plazemski tehnologiji, ki predstavlja ključen tehnološki preboj v sodobni industriji. Pogovarjali smo se z doktorico Ito Junkar z oddelka za tehnologijo površin in optoelektroniko na Inštitutu Jožef Štefan. Ko govorimo o plazmi, si mogoče vsi ljudje bolj predstavljajo plazmo kot krvno plazmo, ne? Ampak to ni krvna plazma, ne? Ampak je plazma dobila pravzaprav ime, ta naše četrto stanje snovi, to se pravi trdno, tekoče, plinasto, ne? In plazma, to je četrto stanje snovi. In je dobila ime pravzaprav po krvni plazmi, zato ker ima toliko veliko različnih vsebin noter, ne? Tako kot krvna plazma, da jo je bilo težko definirati, ne? In pravzaprav tudi zdaj ima veliko reaktivnih delcev, vzbojenih atomov, molekul in tako naprej. In s tem mi lahko pravzaprav to uporabljamo za različne aplikacije. Uporablja se lahko od medicine do avtomobilske industrije, do agrikulture, kmetijstva, ne. S plazmo je mogoče pravzaprav obdelovati površine, to se pravi s tem reaktivnim plinom. In s tem potem mi lahko dosežemo, da tudi ta material nekako funkcionaliziramo, mi temu rečemo, to se pravi ustvarimo nove kemijske spojine na površini, ki omogočajo naprimer nadaljnjo vezavo, to naprimer za industrijo barv, lakov, naprimer za boljšo adhezijo ali pa pri lepilih izboljšanje adhezije. Potem lahko uporabimo plazmo tudi zato, da nanostrukturiramo, to se pravi povečamo specifično površino in potem spet lahko omogočimo boljšo vezavo, tudi za biomolekule naprimer. Potem lahko s plazmo aktiviramo površino v smislu, da postane bolj najprej naprimer hidrofobna, to se pravi kapljica bo stala na površini. Če bomo s plazmo obdelali, bo lahko kapljica zdrsela in postala površina popolnoma hidrofilna, kar spet omogoča boljšo adhezijo lahko. Hkrati pa lahko s tem tudi uporabljamo to v kmetijstvu, kjer pa lahko potem semena naprimer imajo večji dovzem vode in potem lahko hitreje kalijo. Tako da zdaj se to tudi zelo veliko študira v teh aplikacijah. Poleg tega pa lahko plazmo tudi uporabimo za neke vrste dekontaminacijo. Lahko uničujemo bakterije, spore, tako da tudi v kmetijstvu to zelo zanimivo področje. No, najbolj tako zdaj najnovejša dognanja pa postavlja tudi plazmo v medicino, kjer pa lahko s plazmo dejansko uporabljamo tudi na tkivih, na človeški koži naprimer. Tam, kjer imamo velike probleme pri kroničnem celjenju ran, tam se naprimer plazma že intenzivno uporablja. V Nemčiji imajo že pravzaprav tudi podjetja, ki pravzaprav to tržijo in to izvajajo. In sicer s plazmo lahko na površini kože rane dejansko dosežemo izboljšanje dekontaminacije, to se pravi neke vrste sterilizacije, hkrati pa stimuliramo celjenje rane. Tako da je tudi zelo pomembno področje. No, seveda pa plazma tudi v področju onkologije, to se pravi za ubijanje rakavih celic, se tudi zdaj veliko raziskav dela na tem področju. Tako da je res zelo široka paleta uporabe plazmskih tehnologij. Iz ulice vprašanje, kje je ujeta ta plazma? Ja, plazma v naravi jo poznamo v soncu, v streli, pravzaprav 99% naše univerze je pravzaprav sestavljeno iz plazme, ne? Ampak kako je pa ujet v neke aparature, ne? To je pa pravzaprav tako, da rabimo pravzaprav neko razelektritev, nek plin in pri neki razelektritvi lahko potem dosežemo to vzbojeno stanje plina plazmo. In to pa lahko tudi delamo na različne načine, no, tako imenovano hladno plazmo se uporablja za razne te aplikacije, kot sem prej omenjala v medicini, kjer pravzaprav dejansko v stiku z kožo ni tukaj visokih temperatur, ne, kot kar termičnih plazmah. Ja, zdaj poznamo vse več izrazov, ne? Tudi zelena plazma je bila danes predstavljena. Zakaj vas je plazma začela zanimati in kakšna je njena zgodba v prihodnosti? Kaj mislite? Kaj vse lahko nadomesti? Ja, jaz sem se s plazmo začela ukvarjati v času svojega doktorskega študija, kjer sem jo uporabljala za izboljšanje pravzaprav obdelave umetnih žil, ki so narejene iz polimerov, pravzaprav teflona ali pa polietilen tereftalata. In s tem smo pravzaprav smo preprečevali adhezijo trombocitov in izboljšali adhezijo tistih celic, ki smo jih želeli in tako naprej. Plazma kot taka mislim, da ima velik potencial zaradi tega, ker je pravzaprav to še zmeraj neko zelo aplikativno in zelo interdisciplinarno področje. In da mislim, da v tem času, ko je res treba povezovati različna znanja,
je pravzaprav preboj na tem področju bojo veliko pomenili v smislu interdisciplinarnih študij. Tako da mislim, da samo s tem načinom, da se povezujemo, tukaj je okolje, tukaj je medicina, tukaj so inženirska znanja, fizika, matematika, kemija, biologija, mikrobiologija. Tako da mislim, da s tem pa lahko res naredimo velike preboje, tako na področju medicine in tudi naprimer agrikulture. Da ne govorimo v ostalih industrijah, kjer pravzaprav lahko, zakaj rečemo zdaj zelena, zaradi tega, ker plazma lahko omogoči, da se kar nekaj postopkov kemičnih, ki so toksični, sporni za okolje, odstrani, zamenja z enim samim plazmskim postopkom, naprimer. Lahko se odstrani, neko jedkanje, neka druga mokra kemija in se zato samo uporabi en postopek, naprimer. Tako da tudi te tehnologije, zdaj, ko bo treba vedno bolj razmišljati o tem, da smo bolj okolju prijazni, mislim, da so zelo pomembne za prihodnost. Kje je trenutno najdražji ta postopek, da še ni tako vključen in del vsakdana? Ja, jaz mislim, da zdaj tukaj najdražji je ta preskok, ko mi delamo to v laboratorijskem merilu, v raziskovalnem okolju, mi pridemo do nekih dognanj, ki so mogoče zanimivi za industrijske aplikacije, ampak potem je pa ta preskok na višje, mi rečemo TRL, na višje levele tehnološke pripravljenosti in tukaj pa pravzaprav nam potem mogoče malo zmanjka, ker je potrebno več resursov, več opreme, več znanj in pa seveda optimizacija. In tukaj to zahteva večji finančni vložek, ki pa včasih pač odvisno od aplikacije, Torej ta začetni kapital pa seveda potem tudi čas zahteva svoje, usposobljenost ljudi. Ja, tako in tudi najti kadre, ki bi pač bili usposobljeni, tudi tukaj je velik izziv. Pa seveda finance. Mi smo nekako majhni, da pravzaprav je pol težko najti neke velike investicije v prenos teh tehnologij na višje nivoje. No, ampak doktorica Ita Junkar, kako naprej lahko, kolikšen je ta časovni preskok, ko z neko gotovostjo lahko govoriva, to, kar opisujete, je danes znanstvena fantastika, čez toliko 10 let pa to pač ne bo več. Tudi okolje, onesnaženost nas bo primoralo, da bomo nekoliko hitreje morda prestopali te korake. Ja, vsekakor je to nujen korak. Mislim pa, da smo tudi zdaj veliko se govorili na okrogli mizi tudi o tem, kako je pomembna regulativa. Kako tehnologije so zmeraj en korak naprej pred regulativo. In to je tudi največji problem pri aplikativnosti teh tehnologij v prakso. Naprimer, če govorimo, pred leti je bilo zelo popularno nanotehnologije. In potem so se nanotehnologije razvile, uporabljajo se zdaj praktično že povsod, ampak hkrati pa ta regulativa ni sledila. Mogoče smo zdaj tudi malo preveč uporabljali nanotehnologije, nanodelce, ki smo zdaj ugotovili, da so pa v nekaterih primerih nevarni, v hrani jih najdemo povsod. Tako da je zdaj ta korak, da bi mogla regulativa malo biti ali pa vsaj v stiku z tem, kar se dogaja v razvojni sferi. Mislim, da z regulativo bo treba iti naprej, predvsem bo treba tudi sploh za medicinske aplikacije, tukaj zelo velik problem, da se je naprimer plazma lahko sploh uporablja kot neko certificiran pripomoček za obdelavo kože, človekove, je pač velik korak v regulativi, kako definirati in tukaj bo treba tudi to regulativo nekako sprostiti ali pa prilagoditi, zato ker teh tehnik še ni. Isto velja za agrikulturo trenutno. Pravzaprav se zdaj to ne ve, ali je to lahko ekološki način, ali to ni ekološki način, kaj to sploh je in kakšni so tukaj učinki. Tako da mislim, da to je za prihodnost. Najlepša hvala za dobro razlago, da razumemo, kaj je plazma in kje bomo plazmo lahko uporabljali in tudi za ta nek zelo smotren, racionalen pogled. Zato pa ustvarjamo neke strahove pred inovacijami, pred sodobnostjo, pred to tehnologijo, ki jo glavnina ljudi ne razume, ker se z njo pač ne ukvarja. Torej ta regulacija. Hvala lepa tudi za ta poudarek in uspešno delo še naprej želimo. Najlepša vam hvala. Pogovarjali smo se z doktorico Ito Junkar z oddelka Tehnologija površin in optoelektronika na Inštitutu Jožef Štefan. Govorili smo o plazemski tehnologiji. Več pa lahko preberete na spletni strani Inštituta Jožef Štefan pod naslovom SRIP tovarne prihodnosti. Ni meje. Za dobre ideje.